Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni in dobrodošli. Tale mesec smo poimenovali Mesec prilagodljivosti. Zakaj prilagodljivosti, na kaj vse se bomo prilagajali, kakšne izzive nam prinaša ta mesec, vse to boste izvedeli, kajti čas je za energije meseca. Dobrodošli torej v mesecu septembru, dočakali smo ga, čeprav ga noben ni prav zares čakal. V naši družbi danes Tanja Glažar, Feng Shui svetovalka, Jimmy, astrolog in Anita Rehar, intuitivna svetovalka. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Mislim, da smo vsi pod vtisom tega, zakaj moramo hudiče že vleči volnene puloverje ven, a ne? Če je še vendar le poletje. Jaz dopust svoj še čakam, ampak po Feng Shuiu se pa vse skupaj malo prej začne, pa malo prej konča. Ja, prvi mesec, jesenski mesec v Feng Shuiu je vsekakor mesec opice, ki se začenja, letos se je začel 7. avgusta. Ja, no se vidiš, je pa se upada. Energije se začnejo zapirati. Z jesenjo mi ponazarjamo tudi plodove, se pravi nekaj, kar nam narava da. In ja, avgust je tisti mesec, ko zorijo hruške, jabolka in tako naprej, pšenica, sežanje. Skratka, to je mesec kovine, mesec, ki se zapira. In zdaj september, prihaja mesec patelina, je pa mesec jin kovine. Se pravi, nekaj, kar mi tudi porežemo, požagamo, da lahko spomladi spet novo zbrsti. Prejšnji mesec si tako doživeto povedala vse stvari, ki jih moramo postaviti po stanovanju, pa kam, pa za denar, pa za odnose, pa tako naprej. Mislim, to tako deluje, da ta mesec bom pa še bolj poslušala in v nadaljevanju gleda nam zaupaš točno to, kako kaj postaviti, pa vse, kot tudi piše v tvojem vodniku oziroma priročniku. Jimmy, ful enega dogajanja med planeti in to tako, da je treba nazaj govoriti. Rikverc, ja. Rikverc. Pravi, septembra je itak umiritveni mesec, ko nabiramo energijo pravzaprav. 5 oziroma 6 planetov bojo retrogradnih, ne? In tukaj je pravzaprav čas, da se ustavimo mečkan. Turbulentni meseci so bili nazaj in čakajo nas še zahtevni oktober, november, december. Spravi, september bo ena taka umiritvena energija. Ne? Ok, ne vem, če si vedel, ampak Anita se piše Reher in to je naprej in nazaj Reher. Veš? Reher, ja. Tako da ona je skozi retrogradna. Ona je skozi retrogradna. Skozi je retrogradna. Tako da, evo, slišali si retrogradno smečke nazaj, kao, ne, v tem smislu, kako pa sama čutiš ta mesec september? Na energijski ravni bo v tem mesecu privrelo na plano tisto, kar smo zdaj čez poletne mesece malo na čustveni ravni potisnili, pa smo se malo bolj poveselili, dali vse skupaj malo prednost sebi, da se imamo fajn. Zdaj pa prihajajo na plano spet tisti neki potlačeni vzorci. Se pravi, predvsem druga polovica meseca je na medsebojnih odnosih izredno na udaru. Marsikaj se bo tukaj razšlo, razrešilo, postavilo na novo ali pa vsaj pripravilo, da se postavijo zadeve. Se pravi, selitveni servisi bodo izjemno obremenjujoči. Bolj kot gužvo bojo imeli. Bolj bojo imeli gužvo. No, v redu. Tudi naša kolegica se bo mogoče selila. Ja. Evo, torej, tale mesec smo poimenovali mesec prilagodljivosti, začenja se šola, začenja se neko novo obdobje kot tako, vendarle. In mesec prilagodljivosti tudi zaradi tega, ker je zdaj optimalen čas, da ustrezno pripravimo tudi svoj imunski sistem, da ustrezno pripravimo tudi svoje nadledvične žleze. In nadledvične žleze lahko krasno pripravimo s pomočjo adaptogenov. Adaptogene pa so tiste rastline, ki imajo ravno to moč, torej moč prilagodljivosti. Tega, da je zunaj enkrat dež, drugič sonce, en dan Japonki, drugi dan pa že moraš biti kar v škornjih, a ne? Taki časi so zdaj. In evo, krasna prilagodljivost, torej s pomočjo adaptogenov. V tem mesecu imamo tudi darilo za vas in sicer najdete ga na klepetobkavi.si pod zavihkom brezplačno.
to je vodnik, mala šola adaptogenov, to so rastline, ki imajo prav poseben status in prav je, da jih pobliže spoznate. Več informacij pa torej na 026 v mesecu septembru se bo tudi zelo, zelo veliko dogajalo, to boste izvedeli tudi v nadaljevanju. Zdaj pa Tanja, če greva mečkem bolj konkretno, se pravi petelin. Petelin, ja, bo ki rekel, petelin je simbol jenkovine. In če se spomnimo, letošnje leto je kovinski vol. Se pravi, dve kovini, dva noža se bosta lahko spopadla. Se pravi, sabljači bojo dobri. Ja, akcija, odnosi, akcija. Gre predvsem v tem, da so to neke iskrice spopada. Lahko so iskrice, ki se zaiskri med dvema, pa preskoči, ker v končni fazi ogenj nadzoruje to kovino na vrhu. Lahko so pa to podtalne energije, se pravi take malo zahrbtne, malo cinične. Vse tisto, kar je rekla Anita, privre gor in navzven lepi lušnike, broške, prstančki, od spod pa tista igelca, ki te piči in spopad je tukaj. In enako kaže tudi energije v prostoru na osrednjem področju, zato bo treba tole umirjati. Bodo pa recimo ti, ki so najbolj v skladu z mesecem, prihajajočim mesecem septembra, petelina, opica, zmaj in pa podgana. Yes. Evo, to mi delej, odlično, perfektno. Imam občutek, da bi lahko kar zakikirikala. A boš ti prva? Jaz ostajam pred petelini, veš? V bistvu jaz malo zbujam peteline včasih. Jih? Ok. Se pravi, pol ne bomo oponašali petelina. Ja, bom bolj pridne putke. Je, v redu. Jimmy turbulentni, se pravi še en, oziroma manj turbulentni mesec za bolj turbulentne mesece, ki bojo zaključili leto 2021. To si pa dobro zdaj definirala. Začetek septembra bo verjetno malo napet. Imamo Marsa v opoziciji z Neptunom, treba zelo paziti, v vožnji paziti. Kaj na cesti pa tak? Na cesti zelo paziti, verjetno bo, to je ponavadi, ko je Neptun upleten, pa še Mars, akcija je lahko zelo zgrešena, ne? Moramo biti zelo previdni. Ne? Tisto, kar je pomembno, je tam nekje do 13.12. Venera lepo se sprehaja po šarmantni tehnici in odnosi bojo še kar tok v redu. Potem Venera zamenja znamenje in gre v zelo strastno Škorpijo. Konec meseca pričakujemo zadnjo retrogradnost Merkurja in poudarek bo na odnosih. Odnose moramo zelo poštimati. Lahko pride do motenj. Kaj, takih motenj, ki slika je, zvoka pa ni? Zvoka pa ni. Tukaj bo slika, zvok bo tudi, bo pa zelo, Wi-Fi ne bo delal. Okay. Torej ne bo povezave med nami. Nekaj tazga, ja. Nekaj tazga. Okay. Se pravi, dnevi molka bojo fajn. Lahko in je celo zaželjeno, ne? Da se mečkar malo ustavijo zadeve, rekapitulirajo, mogoče neke stare ljubezni lahko pridejo, neke stare nerazrešene zadeve, bo pa strastno. Venera v Škorpijonu. Se pravi, da poveduješ skoke čez plot? Možno. Jimmy, turbulentni, ti pa res turbulentni. Skozi nekaj dogaja. Kar se tega tiče, ampak največji dogodek, najbolj pomemben dogodek v septembru je pa enakonočje in polna luna v Ribi. In sonce zamenja devičko z lepo tehnico. Spravi 22. 23. septembra bomo imeli en tak močan energetski preskok. Energetski preskok. Evo, v nadaljevanju tudi zaupamo točno, kateri je tisti dan, ko si lahko naštimate nove cilje, nove vrednote in vse ostalo, zato da boste v skladu. To bo zelo hitro. Pa tudi izvedeli bomo, kateri dnevi so bolj primerni, manj primerni in če ste tudi vi, tako kot jaz, si jaz to vse lepo zapišem v koledar in potem vem, kdaj, po domače povedan, ne diraj lava, dok spava, a ne? Po domače. Sicer pa, če pogledamo, kaj se bo dogajalo,
Ja, v Savinjski, to je vstop v Logarsko dolino, natančneje, tam bo potekal en krasen slikarski tečaj, tak intuitivni, zelo, zelo krasna zadeva, preverite, če je kakšno mesto še prosto ta trenutek. Sicer pa solsticijski večer z zvočno kopeljo, ki se bo torej odvijal v Ljubljani, meditacijski vikend za začetnike, konec meseca, odlično usklajeno ravno s tem, da začnemo majčkeno bolj gledati sebe, pa se majčkeno bolj umiriti. Potekal bo v Strunjanu, potem pa tudi se že napoveduje vikend za srčno podjetništvo in dušno poslanstvo. Skratka, preverite vse te dogodke na www.klepetobkaj.si pod zavihkom dogodki, oziroma če pokličete na 02 6200 230, bo ta prava telefonska številka. September je mesec prilagodljivosti in evo, prilagajali se bomo turbulentnim, retrogradnim in še kakšnim zadevam. Mi je zanimivo, kaj je Jimmy prej rekel, da bo treba paziti dejansko v samem prometu. Nikoli, Tanja, ne bom pozabila, leta in leta nazaj si ti enkrat rekla, ja veš, takrat bo pa res treba paziti v prometu. In potem si prišla naslednjič na snemanje in ravno tisti dan, katerega si upozarjala, je bila letalska nesreča, kolone povsod, verižna trčenja, pravno je bilo. Tole, Tanjo, treba malo začeti bolj poslušati. Ja, nekako najbolj v mesecu petelina so najbolj na udaru zajci. Ti morajo biti res najbolj previdni. Ampak feng shui dejansko to, kako to vidi? Zaradi tega, ker recimo Anita vemo, Anita ima jasnovidne paranormalne sposobnosti. Njo namo sprašvali, kako je prišlo do tega, ne? Pri njej je jasno, ampak ti pa meni zgledaš čisto kot navadni smrtnik. Kot te ta informacija? To je kombinacija elementov. To je tako, če pridesta dve kovini skupaj, je to trk energiji, je to agresija. In enostavno se vidi v mesecu, kdaj je ta agresija bolj poudarjena. Če je to mesec kače, potem vemo, da to ponazarja pot, kača kot sama. Takrat tudi vlaki večkrat iztirijo. Poglejmo si malo nesreče nazaj na Madžarskem pa tako naprej, kdaj so ti vlaki iztirili. Vsak od teh elementov ponazarja določen tip energije. In takrat, ko pride ta potres, recimo julij bo bolj potres za odnose. Nasplošno letošnje leto vola, zemeljskega vola s kovino je leto potresa, tudi v odnosih. Kdaj je bilo še to ključitev znanih? Mislim, če naštejem samo tiste multimilijonarje, o katerih pišejo, pa koliko je še takih, ki se res selijo, kar naprej. Vsak dan slišim, da se nekdo ločuje, da ne zdrži več, da mora nekaj narediti. In enostavno, ko pride ta trk teh dveh elementov, in če poznamo svoj element, bomo mogoče se lahko zabremzali z glavo. Drugače pa mi smo na valu te energije in enostavno tako gre. Sledimo temu toku narave. Je treba iti naprej. Ja. Tako da zajci previdno v mesecu petelina na poti in v odnosih. Kje leta so zajčki? Ne vem na pamet, kje leto je zajec. Imajo vodnikov. Imajo vodnikov vse napisano, ampak zajec je drugače, so rojeni ti, ki so rojeni meseca marca, recimo. Marc je mesec zajca. Se pravi, menjava službe, menjava stanovanja, menjava partnerstva, te peteline tako zelo redki kirika, pa kaj pove, to se te romantične iskrce preskakujejo, in lahko se neki rodi ljubezenka in Feniks, ostane iz pepela. Ampak zato ima pa več preizkušenj. Ampak spet nekaj iz pepela, pa on je rekel, Jimmy je rekel, neki stare ljubezni, pa ti si rekla, nekaj bo tako nazaj prišlo, pa tak naprej. Mislim, moramo vključiti svoje ljubosumne, Veš kako, mesec petelina je vrhunec jesenskega časa. To je takrat, ko res te zadnje plodove ubiramo. In vsi hlepimo, še malo podaljšali bi poletje, še malo bi se fajn imeli. In glede na to, da je to sezona plodov, pa želimo če jaz tudi grem nekaj šele na pobrati. dopust, ti tega ne razumeš, ne mi govoriti o jeseni. Ti si se znašla, podaljšala si poletje. Ja, ne vem, To je čisto v redu. Ja, ne vem, če sem. Ja, upam, da ne greš nekam, ker je jesen že od julija. A ja, ne, na to ne vem. Ja. Kaj pa veš? Mogoče pa. V tem obdobju ogromno ljudi razmišlja o potovanjih, ali pa sam jaz.
Kam bi bilo, zdaj si malo podaljšati poletje, kot si rekla, kam bi bilo pametno iti, v katero smer? Zelo dober je zahod, zahodno področje, tudi severovzhod. Izogibati se je pa treba jugozahodu in severovzhodu ena, to piše noter v vodniku, v koledarju, tako da to se da prebrati, a ne. To so tiste glavne. Drugače pa septembra, ja, zahod je super, severovzhod tudi. Kaj tam? Tam se dogaja. Aha. Tam je akcija, energije so žive, so v gibanju, so plodne. So plodne. Ja, tako. Odlično, evo, gremo tam, kaj plodnost, ne? Pa kikirikal bo itak šel v september že, a ne? Super. Jimmy, tisti datum, pomemben datum, moram reči najprej, da mi je toliko miru v življenju prinesla informacija, ki si jo ti prebral iz moje astrološke karte, da dejansko mene sidra ta red in organizacija, ker je to taka resnica in zdaj bolj sama sebe dejansko razumem. In se neverjetno veselim tega posebnega dogodka v Devici, ne? Ki si bomo lahko še bolj zorganizirali. Ne? Jaz to tako razumem, a razumem prav? Mlada luna je zdaj v Devici, 6.7. in to je idealno obdobje, da zorganiziramo svoje življenje. Tako kot je prej kolegica rekla, to je idealen čas, da naberemo energije in da se pripravimo za jesen oziroma za dolgo zimo, turbulentno zimo. Skratka, to je tudi čas za nove začetke. Idealen čas za začetek potovanja. Se pravi, idealen čas za začetek diete. Še posebej mogoče za diete. Za diete? Devica, to je prehrana, Ja. dobra prehrana, prava prehrana, ekološka prehrana. Če nekdo nam hoče iti na dieto, idealen čas. Odlično. Torej, spoštovani gledalci in gledalke, do 6. oziroma 7., 9. pojejte vse čipse, vse kekse in vse gazirane pijače, ki jih imate v hladilniku, ker potem ne bo več. Torej, odličen čas in v tem obdobju klepetovi strokovnjaki resnično svetujejo, da naredite kakšno kuro za dobro imunost čez celo zimo in pomlad. In sicer lahko posegate po probiotikih, po kakšni črevesni mešanici za jetra in črevesje. Več teh informacij in predlogov najdete na www.klepetobkavi.si. Sicer pa zadeva tega meseca je tole, adrenal podpora, da bomo šli lažje skozi vse izzive, ki nam jih dejansko prinaša jesen, ki nam jih prinaša zimo. To je torej nekaj, kar je za imunski sistem, za več energije, ampak tole ne deluje kot kavica, torej instantno, ampak bo treba kar nekaj časa, kakšne 2-3 meseca, da se bodo konkretni učinki poznali, ampak ti konkretni učinki bodo zares izjemno široki. Lažje se bomo prilagodili vsemu, kar se dejansko dogaja, tako fizično, čustveno, na vseh nivojih, kot torej je. Adapto podpora, torej adrenal podpora, še posebej tistim, ki imate težave s ščitnico, s koncentracijo, z utrujenostjo konstantno in podobno. Fajn, zame, Jimmy, iskreno ti povem, zame to kot nek novo leto. Kot neko novo leto. Zaradi tega, ker se mi zdi, da si naštimaš kurs pol za vse naprej, pride potem zima in vse ostalo in v tem obdobju, ker je tako veliko negotovosti, se mi zdi, da ti ta red, organizacija, disciplina nudi nekaj in to si lahko znotraj svojega doma dejansko naredimo. To, kar si zdaj povedala, pravzaprav upam, da te bojo čim več gledalcev slišali, ne? Ker to zdaj res vsi rabimo, ne? Da se umirimo, vzpostavimo notranji in zunanji red, ker v teh časih res to rabimo, ne? Res, da se energije umirjajo, sicer tudi tako, ampak še vedno bojo trajale, ampak ta september je čudovita prilika, da se, tako kot si prej omenila besedo, usidrimo, da nas ne bi viharji odnesli. Ker napoveduješ hkrati tudi viharje. Znamo te že zdaj brati med vrsticami.
Anita, kakšno je bilo pa kaj tvoje poletje, ki si napovedovala veliko takih romanc, ki sicer ne dolgo trajale? Umirjeno. Umirjeno. Sem se kar držala nekih tistih svojih načel. Da greš z glavo. Tako, z glavo skozi poletje. Fajn je bilo, hitro je minilo. Nažalost, imamo za jesen pred vrati. Kakšno bo pa zdaj naprej od tukaj dejansko to neko življenje v tem smislu? A je fajn, da pokličemo vse bivše fante pa bivše punce pa sodelavce, s katerimi imamo nerazrešene zadeve, pa rečemo, deva mi dva tole zakopati sekiro? Ne klicati vseh pa iskati, ker mogoče marsikdo marsikoga sploh več ne bi našel, ne. Je pa dovolj, če oseba to sama pri sebi naredi. Tu bi predvsem izpostavila to, da priporočam, da ljudje naredijo v tem smislu pri sebi eno čiščenje, da se pripravijo na te burne mesece, ki prihajajo, naslednji, v smislu, da preteklost počistijo, da samo napišejo, povejo pri sebi, glej, s tem sem opravila, to je mimo, da kljukce naredimo, da pospravimo tako svojo podstrešje kot kleti, se pravi razum, podzavest, da damo to ven, da damo novim energijam možnost, da pridejo. Ker kajti bolj kot bomo pustili to nezorganizirano, razmetano, težje bo potem naprej in prihaja res kaos. Bi bilo fajn počistiti tudi na fizični ravni, verjetno, a ne? Kjer dan bomo pucali? Energijsko čiščenje. Bomo kar pogledali lepo v koledar. Ja, simpel. Pa zbrali dan. Tam, kjer je hiška narisana, tisti, ki ima vodnik, drugače pa je zapisano to vse skupaj v Feng Shui koledarju. Jaz bi mogoče še to dodala, da je ta energija ognja kar draži to jesen, da so to tiste iskrce in da mora ostati pod kontrolo. Se pravi, če mi še vedno razumsko delujemo, petelin je pa tak, da nam precej čustva noter vzbuja. Če imamo mi ta ogenj pod kontrolo, je v redu. In tisti, ki so fajn ognjeni, rabijo več elementa zemlja. Tisti, ki imajo pa šibek osebni element ognja, recimo, rabijo pa več elementa lesa. Pa ta ogenj podkurijo, ker drugače jih kovina preveč slabi, preveč ubije, se preveč zaprejo vase in dobimo čist drugi efekt. Tako da je dobro, mi poznamo svoje osebne elemente, ampak fajn je, da bi jih vsak poznal. Ja. In recimo, jaz zelo priporočam ljudem res, da si naredijo osebne elemente pri tebi, ki pol malo vejo, kako zakaj se sploh gre, pa kako v določeni situaciji odreagirati, ker ti bi na hiter v bistvu pa vidiš, da je ključ prav v tem, da narediš malo drugače. In jaz upam, da si me dobro naučila do zdaj, jaz komi čakam ta september, ko vidim, da mi bo naklonjen 100 na uro na ta moj ogenj. Yes. Ker pazi, tisti, ki so močni ogenj, imajo zelo dobro finančno področje. Tisti, ki imajo recimo kačo v znaku dneva ali leta rojstva, imajo tudi zelo podprte finance. In če bi radi še bolj podprli finance in poslovno področje, bodo aktivirali zahodno področje ali severovzhodno področje. Pravi kače pa močni ognji. Akcija za finance septembra. Ker ogenj vedno prinaša optimizem v ekonomijo. In to je zdaj treba izkoristiti, pa res zaton. Zdaj pa takole, draga družba, čas je, da damo karte na mizo, ker ljudje nas zdaj gledajo že 15-20 minut in si govorijo sam pa dobro, a bojo kaj povedali, a ne bojo povedali. A nas bojo zaprli, ali nas ne bojo zaprli. To je zdaj tisto, kar se dejansko govori. A zdaj te pa utihnali? Energije kažejo na kombinacijo upora. Neskladja, nesoglasi. To je zelo poudarjeno. Podnapisi? Podnapisi, da bo burno. Tudi če bo, jaz ne vem, bodo zaprli ali ne. Ker to pač ni odvisno od Feng Shuija, to je pač odvisno od nekoga, ki takrat misli, da je to dobra odločitev. Ampak reakcije na vse skupaj bodo pa hude. In treba, jaz bi rekla, dajmo po pameti in umirjeno vsi. Tisti, ki o tem odločajo in tisti, ki so mogoče proti temu zelo. Dobro. Jimmy? Podpišem vse, kar je povedala.
Ampak jaz bom radikalen, kakor ponavadi znam biti, ne smejo in ne bojo Kaj ne smejo in ne bojo? zaprli. Zaprli. Ne smejo in ne bojo. Dobro. Zakaj pa si se tako odločil? Ali je to tvoj notranji občutek, ali je to astrološki vpogled, ali je to tvoja želja? Glede astrološkega vpogleda, tendenca je, še nekaj časa bo tendenca, da bi zapirali, kontrolirali, manipulirali, ampak z druge strani se močno krepi opozicija, ne? Mislim, opozicija v smislu kontra temu, ne? Po drugi strani pa določene informacije, vedenja, izkušnje kažejo, ne, da to zapiranje nikamor ne vodi. In če se bojo odločili slučajno za ta ukrep, mislim, da se nam težko piše. Mislim, da bojo ljudje šli na ulice. Ne. In zaradi tega podpiram to, kar je ona rekla, previdno, umirjeno, pa mogoče tistim, ki odločajo, malo več pameti, kakor sicer. Odlično. Zdaj pa nič več ne govor, veš? Nič več, nič več. Anita, s svojimi sposobnostmi, kaj bi rekla? Tu se čisto pridružim Tanji. Tudi iz energijskega spektra gledano, če bo v primeru, da se bo to izvedlo, bo kontraefekt boom, res boom efekt in bi tudi ljudem položila na srce, na umirjeno, zadihajmo. Če smo zdaj toliko časa nekako prešli čez vse to, dajmo še malo strpnosti. Odlično. Evo, ravno ob pravem času si bomo mi privoščili malo vadbe za umirjanje, prav? Evo, ena krasna vadba tai čija, ki je pripravila Darja Furek danes za vse vas. To je nekaj, kar boste lahko izvajali cel mesec, pa še mesece in mesece kasneje. Mesec september smo namreč poimenovali mesec prilagoditve in to je tudi tisti mesec, ki lahko naredite največ za svoje zdravje za kasneje. In seveda tudi za zdaj že, ne? Zdaj je torej tisti ta pravi čas. Več informacij o tem imate na klepet@kavi.si, sicer pa tale mesec brezplačen vodnik o adaptogenih. To so krasne rastline, preverite več o njih. Brezplačen vodnik oziroma tako krasno knjižico smo vam pripravili. Sicer pa 026 200 230 je telefonska številka. Zdaj se tudi dela vse te kure čiščenja črevesja, čiščenja jeter in pa hkrati se začne zelo nujno uživati tudi D-vitamin. Torej, do meseca maja se začne, zato da bomo zdravi še naprej. Tale trenutek pa tole poglejmo in dajmo malo potelovaditi. Kdaj je torej pravi čas za umirjanje? V bistvu, kadarkoli preko dneva, ko čutiš napetost, ko te neko čustvo zgrabi, vprimeš in napetost posledično vodi tudi v bolečino. Tako da najbolje, da ko tisti prvi signal začutiš, da je telo napeto, da se nekje, da te v bistvu tako v duši noter duši, pomeni, da je čas za umirjanje. Drugi scenarij pa je, da je prisoten prekomeren stres. To pomeni, da je simpatični živčni sistem preveč stimuliran in si v stanju boja ali bega. Dih je hiter, plitek, dihaš s prsnim košem in težko se umiriš. Včasih tako stanje vodi celo do nekih paničnih napadov, kar je že v neki skrajnosti, ampak če začneš prej, dosežeš boljše rezultate. In tudi zvečer, pred spanjem, je zelo, zelo pomembno, da se umirimo, da dobro spimo, da se dobro regeneriramo. Kajti, če nesemo vsebino prejšnjega dne v spanec, so tu lahko kakšne čudne sanje, ni prave regeneracije, tako da tudi zvečer in predvsem zvečer je važno, da se popolnoma umirimo. Pokažem način, vajo, s katerim lahko dosežeš popolno umirjanje in dokaj v hitrem času. Sedeš poturško. Torej, to vajo lahko uporabiš tudi tekom dneva, recimo v službi, ko pride kakšna napetost, ko se rabiš umiriti. In
tam lahko sediš tudi na stolu, stopali vzporedno na tleh. Torej, najprej sedeš in poravnaš hrbtenico, presredek, teme, sprostiš ramena in preveriš svoje dihanje. Torej, če je dih plitek, hiter, napet, dih spustiš v spodnji del trebuha. To je najbolj pomembno pri umirjanju. Torej, dih. Vdih, trebuh se napihne, kot balon, izdih, sploščiš trebuh, popek potuje nazaj k hrbtenici, iztisneš vso napetost. Začutiš trebušno prepono in pustiš, da telo sproščeno, naravno diha. In potem lahko razširiš iz trebuha še rebrni del. Ob vdihu, ob izdihu nežno žameš in potem dih potuje nazaj na hrbtni del, kjer so ledvička. Vdihneš, razširiš, hrbet se širi in izdihneš, sprostiš. Ohraniš nežno, naravno dihanje, segreješ roke in jih položiš na oči. Torej, napete oči, napeta jetra in umirjenost je težko doseči na ta način. Zato sprostimo oči, zapreš oči, položiš dlani na oči in počivaš. Dihaš globoko, umirjeno. Kot da gledaš v sredino dlani ali pa kot da gledaš svoje zenice. Čisto, umirjeno dihaš. Počakaš na naslednji vdih in potem roke začno povzeti nazaj proti ušesom. In ko si nad ušesi, izdih v liniji za ušesi, po vratu, to zelo paše, in do tele velike mišice, kjer je shranjeno ogromno napetosti. Ponovno vdihneš. In zdaj kar malo prste takole noter zagrabiš v mišico, da dobiš tudi masažo in sproščanje te mišice. Torej vdih in z izdihom povlečeš naprej po mišici in dodaš zdravilni zvok hi. Kot da bi blazina puščala. Potuješ do točke na sredini prsnice, jo nežno zmasiraš in dihaš vanjo še nekaj časa. Lahko ponavljaš, dokler res ne čutiš globoke umirjenosti. In če se je čez dan zgodil nek čuden dogodek, nek travmatičen dogodek, si ga lahko v tem položaju zamisliš oziroma se povežeš in potem z gibom, z dihom spustiš. Izbereš energijo v srcu. Zelo pomembno je, da si tukaj in zdaj. Da misli ne begajo. Ne nazaj, ne naprej. Razen kratkega spomina na dogodek, potem pa samo spustiš. In na koncu roke odročiš, vdihneš, nastaviš levo nad njo desno in potisneš energijo dol. Hi, zvok hi, glavo, napetost, ohladi in umiri. Tak čist neslišen zvok. Zbereš energijo v trebuhu. Gremo še enkrat. Vdih. Leva, desna in hi. In ko roke potujejo navzdol, si predstavljaš, da postaješ čisto tanka, tanek, kot list papirja in se vsa napetost iztisne. Hvala.
Evo, krasna telovadba, perfektna za mesec september, mesec prilagajanja takega in drugačnega. Upam, da nima to nič veze z politiko, ker mi smo mislili na zdravje, ljudje božji. Danes v moji družbi še vedno Tanja Glažar, Jimmy in pa Anita Rehar. Jimmy, jaz se tukaj veselim Žerjavca, bomo speljali akcija, reakcija, to bo na poseben datum? Datum je zelo poseben, enakonočje, mogoče najboljši čas za te stvari. Polna luna bo v Ribi. Ko je polna luna v Ribi, sonce pomeni, da je na drugi strani in to je čudovit aspekt praktičnosti in duhovnosti. In tisto, kar smo prej govorili o mladi luni v Devici in čudovita zadeva za čiščenje in spodbujanje vseh višjih energij. Pa sicer enakonočje prinaša vedno premik energije in kanal, dostop do energije, tako da tisti, ki bojo prišli, tako kot so zadnjič prišli, bojo imeli čudovito priliko, da nekaj naredijo na sebi. Žerjavica v tem času, ko ognja mogoče malo primanjkuje, pa da ga dodamo na ta način, to je kar dobro obdobje, ne? September, kakor smo že slišali, bo kar nekaj ognja, ampak ja, strinjam se, svetlobe bo čedalje manj in ta žerjavica oziroma ta ritual ob ekvinoksu, enakonočju, je v bistvu zadnji močen tak poseg, da si naberemo čudovito energijo, ki jo bomo definitivno rabili. Jo bomo rabili. Odlično. Zelo se veselim. Tale hoja po Žerjavici bo zelo posebna in uradno napovedujem svoj obisk tam, tako da bom tam, imam zapisan v solstici, imam napisan. Skratka, veselim se sprehoda po Žerjavici, sploh s tabo, Jimmy, to je posebna izkušnja. In med novicami si pogledajte tudi, zakaj je posebna izkušnja z Jimmyjem in pogledajte tudi, kakšno minulo oddajo. Tanja pa tudi pride, pravi. Razen, če bom jih takrat dobila prost selitveni kombi. Ja, to je bilo pa super. To je bilo pa res super. Žerjavica, ja, čiščenje energij v prostoru, absolutno. Ampak element ognja, vsi ti, ki začenjajo šolo, šolari, jaz vem, da učenci bi šli radi v šolo, tudi da se podružijo, ampak če pa želijo aktivirati znanje, potem ne aktivirajo z ognjem severovzhodno področje. Tisti, ki bi radi podprli finance, prav tako severovzhod ali zahodno področje z elementom ognja. Kaj zdaj to pomeni? Da bomo dali tja lučka bo svetla, da bomo pržgali kakšno svečko, mislim, prav žarjavce ne bi tja postavljala, ne? Če je pa kakšen hladen dan, pa če imamo v tistem vogalu kamin, pržgati, ali pa na vrtu mogoče vrtni ogenj. Skratka, ta element ognja, svetloba, luč, iskrce, severovzhodno in pa zahodno področje. Hkrati element ognja na obeh področjih podpre tudi odnose. Tisti pa, ki ne marajo preveč ognja, moramo tudi na druge pogledati, pa lahko aktivirajo, ampak samo finance, z aktivnim elementom vode. To ne, da zdaj tam pustijo, da voda s pipe teče, ampak glasba, ventilator, če je vroče, akvarij, fontana, vse so taki energetizatorji prostora v elementu vode. Kam to dati? Severovzhod ali zahod. Zdaj, izključno za finance. Izključno za finance. Ne za odnose. Odlično. Evo, ta splošna priporočila meseca dobijo na mail tudi tisti, ki so prijavljeni na tele naše brezplačne novice, tako da dajte pogledati, dajte se prijaviti na to zadevo, sicer pa na klepet.kavi.si pod novicam to najdete. Še enkrat bom izkoristila tole priložnost in možnost in vam res povedala, pridite tale mesec na Žerjavco, da si naberete, da si naredite tole bazo za čez zimo, kajti drugačni bomo šli, drugačni bomo prišli do pomladi, a ne? Definitivno. Neki se kuha, ali kako? Ja, lahko ostanemo kot Feniks, lahko je pa to za nas poguba. Ja. Sami izbiramo. Zelo pomembna zadeva glede biznisa še, ti tudi se ukvarjaš s tem, da energijsko počistiš prostor, domove in tako naprej.
Tako, tudi to je smiselno v septembru narediti za prihajajoče mesece, da se energije pripravijo. In pa na poslovnem področju v mesecu septembru tisti, ki so si že naredili neke nove plane, nova sodelovanja v avgustu, je priporočljivo, da zdaj zaštartajo v ta namen in seveda s pripomočki, kot je že Tanja povedala, z temi energijskimi in feng shui nauki bo tudi posel dobro se obrastoval. Da bo šlo. Tako. Je to tudi dober čas za spoznavanje samega sebe v tem smislu? Tanja, ti krasno zadevo omogočaš ljudem, da pridejo do informacij o svojih osebnih elementov. Kaj dejansko je to zdaj dober čas? Vsekakor je. Ker jesen, to, kar sem rekla, je čas obiranja plodov in pri sebi naredimo revizijo. Pol leta je za nami in nekako smo tempirani do novega leta, kaj smo odkljukali oziroma kaj še moramo spremeniti. Če to ni dober čas za spremembe, potem ne vem, kaj je. Ker po zimi ne bomo mogli toliko podelati, ker energije bodo zelo, zelo yin, jaz temu rečem. Zelo nekompatibilne z neko akcijo. Spoznati sebe tudi preko strani astrološke karte, natalne karte? September je sicer dober mesec za začetek vseh intelektualnih in praktičnih zadev. Ne? Ni čudo, da se vedno šola začne septembra. Ne? Ni čudo, da se vedno vsi tečaji ali pa astrološke šole ali pa kjerkoli intelektualni začnejo septembra. Ne? To je idealen čas, tudi glede, da imamo 6 retrogradnih planetov, da se potegnemo vase, ne? Da naredimo rekapitulacijo, ker ta mesec september bo zahteval rekapitulacijo odnosov, ki so se dogajale v predhodnem obdobju, da bi lahko spet na novo šli, ker oktobra se bojo vsi ti, večina tih planetov se bo šlo spet v direktno gibanje in zdaj je dober čas, da res razčistimo sami sabo, da se povežemo, še posebej bo poudarek na odnosih, ne? Ker oktobra se bojo sprostile energije in če to naredimo, potem bomo bistveno v boljši kondiciji šli do konca leta. Odlično. Evo, še enkrat posebej vabljeni torej na hojo po Žerjavici, da skurimo vse to, kar je bilo in gremo sam naprej. Akcija, reakcija. Povzetek energij meseca najdete na klepetobkavi.si oziroma lahko tudi pokličete za kakšno informacijo na 026 200 230.